Lepo pozdravljeni. Družba GEN-I je v poslovnih prostorih v Krškem pripravila letno srečanje mladih proizvajalcev elektrike iz obnovljivih virov. Tam so med drugim predstavili primer trajnostnega energetskega kroga, ki sta ga v sodelovanju razvila GEN-I in Metron Inštitut, ter poslovne izide skupine GEN. Skupina GEN v prvih 3 četrtletjih letošnjega leta beleži 45 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je nad načrtovanim. Smo močno investicijsko vpeti, tudi v tem istem časovnem obdobju smo v investicije zagotavljanja zanesljivosti oskrbe oziroma novih kapacitet vložili 50 milijonov evrov in s to investicijsko dejavnost tudi nadaljujemo. Imamo projekte, s katerimi delamo, so seveda termoelektrarna Brestanica, hidroelektrarna na Spodnji Savi, kjer se trudimo vzpostaviti postopek oziroma pridobiti vsa soglasja za izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarn na Spodnji Savi. Usmerjeni so v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo po dostopnih in konkurenčnih cenah. Tudi s širitvijo jedrskih kapacitet v Sloveniji, še dodaja Levičar. Ključni cilj GEN Energije je projekt drugega bloka krške nuklearke, s katerim skušajo priti v strateške dokumente. V teh kritičnih oziroma ključnih časih, v katerih se snujejo te strateški dokumenti, smo mnenja, da bo potrebno na vseh 3 dimenzijah trajnostne energetike, to je tako na zanesljivosti oskrbe, potem v okoljskih ciljev, pa tudi pri konkurenčnosti bo potrebno si zadati ambiciozne cilje, ki jih danes ne zaznavamo v teh dokumentih, ki so bili postavljeni navzven. Zato se bomo vedno trudili tudi, da postavimo to enakopravnost vseh brezogljičnih tehnologij, vključno z jedrsko. Na srečanju so veliko pozornosti namenili tehničnim rešitvam za razogljičenje slovenske družbe in uresničevanje zelene preobrazbe. Današnje srečanje je potekalo v zanimivih debatah. Prvi del je bil predvsem naravnan v smer okoljske zakonodaje. Nažalost imamo okoljsko zakonodajo, ki je še zelo rigidna in ki namesto, da bi obnovljive vire energije podpirala, jih prej zavira, tako da je bila debata kar vroča na to temo z predstavniki ministrstva. Verjamem in upam, da se bodo te stvari začele premikati na boljše, tudi v bodoče, ker je to samo v korist dobesedno vseh prebivalcev Slovenije, pa tudi planeta. Drugi del srečanja so namenili tehnologijam prihodnosti. Predstavili so pilotni projekt trajnostnega energetskega kroga, ki ga GEN-I vodi skupaj z Inštitutom Metron in je usmerjen k večji uporabi obnovljivih virov energije. To je v bistvu inštalacija, konkretno res eno manjše podjetje, eno manjšo proizvodnjo, ki lahko z uporabo sončne energije, zalogovnikov energije, električnih avtomobilov in pametnega krmiljenja praktično za večino svojih potreb poskrbi sama. Za preostale si pomaga z energijo iz omrežja, ki je seveda brezogljična, ampak vpliv na omrežje je pa že predtem minimiziran. Ta zadeva je izjemno pomembna. Zakaj? Ker s tem demonstriramo, da so strahovi operaterjev omrežja, da bo z večjim deležem obnovljivih virov omrežje ogroženo, v resnici najmanj zelo pretirani, najverjetneje pa celo nepotrebni. Število ljudi, ki je tako ali drugače povezani z lastno proizvodnjo iz obnovljivih virov, zelo hitro narašča, še dodaja Golob. Zdaj, ko je individualna samooskrba v razmahu, se to giba okoli 5000. V Nuklearni elektrarni Krško so bili ob koncu leta zadovoljni. Elektrarna je namreč v letu, ki ga je zaznamoval remont, ob visoki stabilnosti obratovanja konec leta dosegla in presegla načrtovanih 5,43 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije. Za Nuklearno elektrarno Krško je uspešno obratovalno in poslovno leto. Rezultati so izjemni tako na področju obratovanja, kjer bomo presegli načrtovano proizvodnjo za kakšen odstotek ali 2. Izjemni so rezultati tudi na področju varnostnih parametrov, tako da beležimo popolno, celovitost jedrskega goriva med obratovanjem, beležimo minimalno število takšnih in drugačnih obratovalnih dogodkov,
Skratka, izjemna obratovalna stabilnost. Ob dobrih obratovalnih rezultatih velja za leto 2019 izpostaviti uspešno izvedbo obsežnega remonta, ki je trajal 28 dni in je bil najkrajši, odkar elektrarna obratuje v 18-mesečnem ciklusu. Beležimo tudi izjemne okoljske parametre, gibljemo se daleč pod upravnimi omejitvami z vsemi izpusti. Na tokratni novinarski konferenci se je prvič predstavil tudi nov član uprave Nuklearne elektrarne Krško. Saša Medakovič je namreč 1. novembra na tem mestu zamenjal Hrvoja Perhariča, ki se je po končanem 5-letnem mandatu upokojil. Medakovič je ob tem izpostavil zavezo o odprtosti in preglednosti delovanja Nuklearne elektrarne Krško. Želimo raditi transparentno, što i dokazujemo redovitim konferencijama za novinare, našim mjesečnim izvješćima, koja su već sada 30 godina postala i tradicionalna. Primili smo ove godine preko 5400 posjetitelja koji odlaze s našeg objekta uvjereni kako radimo u skladu sa standardima i kako smo izuzetno važan i okolišno prihvatljiv objekt. Kar pa zadeva obdobje, ki je pred nami, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da imamo že v funkciji glavne poslovne dokumente, to je gospodarski načrt za leto 2020, kot tudi dolgoročni načrt investicij, kar je naša osnova za delo za naprej. Naložbe bodo financirali tako iz lastnih sredstev, kot tudi iz naknadnih vplačil kapitala in z najemom dolgoročnega posojila. Naši cilji za leto 2020 so seveda intenzivno delo oziroma nadaljevanje na že zastavljenih projektih programa nadgradnje varnosti, kar je pogoj za dolgoročno obratovanje, tako da računamo še z enim izjemno intenzivnim letom na področju realizacije investicij. Na drugi strani je seveda izziv, da ob tem ohranimo tudi izjemno stabilnost, ki jo dosegamo danes, obratovalno stabilnost in pa varnostne parametre, ki so predpogoj za vse ostalo. Obratovalni cilji ostajajo ambiciozni. V letu brez remonta načrtujejo proizvodnjo 5,59 milijarde kWh, kar pomeni stabilno obratovanje elektrarne prav vsak dan leta 2020. Okoljski minister Simon Zajc je obiskal javno podjetje Infra, kjer so mu med drugim predstavili projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Ogledal pa si je tudi visokovodni razbremenilnik pri hidroelektrarni Brežice in protipoplavne ureditve v Velikih Malencah in Krški vasi. Poplavna varnost v občini Brežice bo v celoti zagotovljena, ko bodo vse elektrarne na spodnji Savi dokončane, torej tudi hidroelektrarna Mokrice, je ob obisku dejal okoljski minister. A pri tem projektu se zatika. Kot smo že poročali, je upravno sodišče aprila razsodilo, da se po pritožbi Društva za proučevanje rib Slovenije razveljavi že lani izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo elektrarne in se zadeva vrne na Agencijo Republike Slovenije za okolje v ponovni postopek. Postopki tečejo, okoljevarstvenega soglasja zaenkrat še ni. Ne bi si pa zdaj upal napovedati točne časovnice glede okoljevarstvenega soglasja in samega zaključenega postopka bomo videli tekom prihodnjega leta. Minister upa na čim boljše sodelovanje vseh vpletenih, zato da takšni postopki čim hitreje stečejo. Mislim, da bo v parih mesecih bo jasno, po kateri poti se bo šlo. Mi že predolgo, bom rekel, čakamo na zaključek teh postopkov, dela se škoda, gospodarska in drugačna, poplavna varnost je še kar naprej visoka. En kup je takšnih, bom rekel, argumentov, ki so v prid, da se ta elektrarna zgodi. Posebno še, ker se zdaj ukvarjamo vsi skupaj s 7 km akumulacijskega bazena. Gradili smo 50 km teh objektov, naprav in ureditev, ne? In kot vidimo, nismo vse uničili, ko hoče kdo prikazati. Seveda so nastale tudi negativne posledice, dodaja Sotošek, bile pa so tudi pozitivne stvari. Ob hidroelektrarni Brežice še niso izvedli vseh ureditev iz državnega prostorskega načrta, vključno z nadomestnima habitatoma NH1 in NH2. Vse postopke, ki jih je treba še speljati, se bo speljalo, vse, recimo temu, ovire, ki vmes nastanejo, pa tudi se jih sproti rešuje. Projekt nadomestnih habitatov NH1 in NH2 ni dokončan. Razlog je
ta, da smo v enem delu, tam, kjer je zemljišče v državni lasti, uredili določene možnost pretoka vode na koto stoletnih voda, torej da imamo zaščito spodnjega starega gradu, deponije Kostak in tudi seveda nuklearke, za kar smo pridobili tudi pozitivno mnenje Uprave za jedrsko varnost. Kar zadeva pa ostalega dela, kjer je pa podeljena koncesija za črpanje gramoza, pa javno podjetje Infra ali pa država v imenu javnega podjetja Infra v tem trenutku ne more izvajati nič in tudi ni obveza Infre, da zgradi NH1 in NH2. V uredbi o podelitvi koncesije in v rudarskem načrtu sta jasno opredeljena rok in način izčrpavanja gramoza. In ko bo ta gramoz izčrpan, bo ta prostor predstavljal pravzaprav že zgrajen habitat. Ministru Zajcu so med obiskom predstavili tudi projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Člani občinskega sveta občine Krško so na redni seji med drugim sprejeli letni program gospodarskih javnih služb in sklep o zaračunanih cenah s področja komunale. Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za naslednje leto in nove cene komunalnih storitev. V družbi Kostak so pripravili program za vse javne službe, tako individualne kot kolektivne rabe. Kar se tiče samih storitev, bomo v letu 2020 nadaljevali z aktivnostmi tako na področju ravnanja z odpadki, še z dodatnimi postavitvami posod in še z bolj aktivnim ločevanjem odpadkov in tudi osveščanjem prebivalstva. Na vodooskrbi bomo poskušali še nekaj narediti na vodnih izgubah in pa na sami kakovosti pitne vode. Kar se tiče cenovne politike v letu 2020, se bo cena skupnih komunalnih storitev nekoliko povečala. Glavni razlog za to so povišanje cen električne energije, kar so opoznali predvsem na oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju odpadne vode. Glavna sprememba se pa v celi Sloveniji nekako odziva na nov zakon o minimalni plači, kar pomeni povišanje skupne mase na gospodarskih javnih službah za okrog 10% in to smo nekako morali tudi ukalkulirati v samo ceno komunalnih storitev. Občina Krško z letom 2020 ne bo subvencionirala cene izvajanja storitev in omrežnin za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe. S prihodnjim letom se torej ukinja subvencioniranje cene omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Če bi vzeli neko povprečno položnico, rekel ene take povprečne 4-članske družine, ki plačuje na mesec približno 56 €, se bo zaradi tega dvignila cena približno za slab evro. Sicer pa vsi stroški pa bodo šli navzgor za približno 2,3 €. Kar znaša približno 4%. Seveda je pa to samo ena ocena ene take povprečne položnice. Če bi šli recimo gledati stroške družine, ki recimo ne odvaja vod torej meteornih vod v kanal, bi potem bili stroški že kar precej nižji, tako da v tem primeru je položnica višja za približno 1,7 €. Še manj pa se dvigne položnica torej v tistih družinah, kjer recimo uporabljajo greznice oziroma male čistilne naprave. Moram povedati, da z sistemom, ki smo ga uvedli, stalnim osveščanjem, obveščanjem uporabnikov za neplačevanje in pa tudi akcijam odklopov, smo kar na visokem nivoju plačevanja, tako da lahko rečem, da samo neplačevanje ni tako velik problem občini Krško, kot je bilo nekdaj. Moram povedati, da so stvari, kar se tiče realizacija plačanih položnic na visokem nivoju. Ob tem je Deskovar še izpostavil, da imajo v načrtu nekaj obnov dotrajanega omrežja, ki jih bodo predvidoma izvedli v prihodnjem letu. Predvsem bomo v 2020 normalno vso omrežnino, ki se pobere, vložili nazaj v sisteme, se pravi obnovo vodovodnih sistemov, vodovodnih zajetij, črpališč. Poskušali bomo v tem letu tudi nekaj več narediti na dodatnem vodnem viru na Bregah, potem pa na ravnanju z odpadki, se pravi še dodatne posode za ločevanje odpadkov, na odvajanju in čiščenju. Smo pa v letošnjem letu zgradili nekaj, oziroma je občina zgradila nekaj novih čistilnih naprav in postopno vključevanje prebivalcev z tega območja na centralne čistilne naprave.
Mineva 100 let, odkar je bila v Sevnici ustanovljena splošna gospodarska zadruga. Gre za predhodnico sevniške kmečke zadruge, ki združuje 148 članov in pokriva celotno območje Posavja. Ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem so predstavili tudi knjigo zgodovinarja Oskarja Zorana Zeliča. Raziskovanje kreditnega in kmetijskega zadružništva na Sevniškem je bil zahteven projekt, saj o tem ni bilo napisanega skoraj nič. Ta tema je bila nepopisan list, so besede avtorja knjige ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem, Oskarja Zorana Zeliča. Hranilništvo oziroma kreditno zadružništvo, ki opisuje prvi del knjige, je obravnava nastanek prvih hranilnic in posojilnic na Sevniškem, začenši z letom 1882 v Sevnici, potem pa tja do prve svetovne vojne se jih je pridružilo še 8, po prvi svetovni vojni še 1, na kar so v času med svetovnima vojnama nastale oziroma bile ustanovljene prve zadruge z področja kmetijstva, začenši z splošno gospodarsko zadrugo v Sevnici, ki je pravna predhodnica sedanje kmečke zadruge Sevnica. Kot pove Zelič, knjiga ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem v nadaljevanju obravnava ustanovitev kmetijskih društev in zadrug v Šentjanžu, Tržišču, strojne zadruge v Krmelju ter pašniških in gozdnih zadrug v Sevnici, Boštanju in na Studencu. Čas po drugi svetovni vojni, vemo, je bil zelo buren, sploh prvo desetletje. Na Sevniškem je bilo v tem času ustanovljenih kar 35 različnih zadrug z področja kmetijstva, tako nabavno-prodajne, splošno-kmetijske, živinorejske in pa kmetijsko-obdelovalne zadruge. Te so bile največkrat premajhne in neživljenjske, zaradi tega so jih začeli ukinjati in priključevati k večjim zadrugam. Od leta 1965 je bila v Sevnici samo še ena zadruga, kmetijska zadruga Zasavje Sevnica. Kmalu se je nato preoblikovala v kombinat, v začetku 90-ih let pa so spremenjene družbeno-politične razmere pripeljale do odcepitve temeljnega obrata s kooperacijo pri takratnem kmetijskem kombinatu Sevnica in ustanovitve sedanje kmečke zadruge Sevnica. Sevniška zadruga je resnično prava zadruga, delujemo na vseh področjih, zadružništva skratka odkup kmetijskih pridelkov, živine, mleka, lesa, kar nas dela kot prava zadruga, je pa tudi to, da predelujemo v meso, mesne izdelke, grajske mesnine so poznane širom Slovenije. Mislim, da je naša usmeritev v tradicionalne produkte, se pravi sol, poper, dim in veliko truda prava, to kupec išče, kupec je začel to ceniti in zadnjih nekaj let vsako leto dosežemo kar značilno rast na področju izdelkov. Zadnja 4 leta poslujejo pozitivno. Zorjančič ocenjuje, da je panoga zelo zahtevna. Posebej z blokado ruskega trga je na evropskem trgu višek mesa, kar doživljajo kupci informirani v zadnjem času z tudi manj kvalitetno robo. Tukaj pa mislim, da je naša prednost, ker nam kupci zaupajo, vejo, da odkupujemo meso lokalnih rejcev, živali, goveda vzrejena na Posavskem, prašiči ravno tako in tu mislim, da bomo v prihodnjem obdobju lahko dosegli neko normalno rentabilnost. Kmečka zadruga Sevnica, ki ima letnega prometa 21 milijonov evrov, se na nabavno-prodajnem področju povezuje tudi z okoliškimi zadrugami. Med drugim je vključeno v pred 3 leti ustanovljen nabavni konzorcij K10. Skoraj 280 intervencij, med katerimi je vse več tehnično zapletenih, predstavlja velik izziv tudi za visoko usposobljene in izurjene poklicne gasilce. Takšna je trenutna statistika posredovana v poklicni gasilski enoti Krško. Da bodo lahko pri svojem delu še bolj zaščiteni, jim je na pomoč pri nakupu nove zaščitne opreme priskočila Krška območna enota zavarovalnice Triglav. Gasilci nujno potrebujejo zaščitno opremo, saj so pri opravljanju svojega dela nenehno izpostavljeni ognju, dimu in drugim nevarnim snovem. Ker je velik del njihove zaščitne opreme že dotrajan, so se krški poklicni gasilci razveselili donacije. 4000 evrov, moram reči, je kar veliko, s tem smo pokrili recimo te intervencijske kombinezone za eno izmeno. Vsaka sredstva, ki pridejo nenadejano, so za nas seveda dobrodošle. V okviru akcije za boljši jutri mi že mnogo let nekako želimo prispevati k večji varnosti, sploh lokalnim skupnostim, različnim generacijam in tako smo se letos odločili, da sredstva namenimo zaščitnim oblekam poklicnim gasilcem, ki skrbijo za našo varnost, predvsem pa vsem Posavcem in pa premoženju Posavcev. Je pa tudi to edina poklicna gasilska enota, zato je ta namen še toliko bolj pomemben.
Največji izziv je letos krškim poklicnim gasilcem predstavljala podpora pri izpeljavi remonta v Nuklearni elektrarni Krško in usposabljanje kadra, iztekajoče se leto pa si bodo po besedah Stoparja zapomnili tudi po nekaj zelo zahtevnih tehničnih intervencijah v prometu in z nevarnimi snovmi. V eni izmeni je 13 poklicnih gasilcev, skupaj pa je na poklicni gasilski enoti Krško 60 zaposlenih. Stopar je ob tem še omenil, da so se nedavno pričela pripravljalna dela za vzpostavitev gradbišča za širitev objekta, v katerem domujeta tako poklicna gasilska enota Krško kot prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Ja, trenutno smo v bistvu v fazi vzpostavitve gradbišča. Pričeli bomo z prvo fazo, ki se delno pokriva tudi z drugo, in ta prva faza je predvideno končanje del september 2020, tako da mi smo zelo veseli, da se je vse skupaj začelo in komaj čakamo, da bomo leta 2021 v novih skupnih prostorih. V zadnjih 5 letih je sicer Zavarovalnica Triglav pod okriljem akcije Za boljši jutri podprla skoraj 130 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še nekaj manj kot 30. Pa seveda v okviru območne enote Krško v čim boljši meri nekako želimo zagotoviti tudi kulturne, športne, znanstvene in pa seveda predvsem pa te varnostne, kot so zdravstveni domovi, sodelujemo tudi pri Vozim se. Smo pa v preteklih letih sodelovali pri nakupu Za boljši jutri tudi za CT aparat Brežiške bolnice, potem smo tudi z zdravstvenim domom Krško, Sevnica in pa tudi Gasilsko zvezo Krško in Sevnica Brežice. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled gospodarstva v Posavju. Hvala za pozornost in nasvidenje.